Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, v današnjih dogodkih pa pogovor s poslancem Državnega zbora Republike Slovenije, gospodom Francem Juršem, predstavnikom Desusa. Sicer, Franc, aktualnosti bova šla nekoliko kasneje, gre pa za to, da morda naredimo prerez tega obdobja od vlade Janeza Janše, pa seveda skozi ves potek tega nesrečnega koronavirusa in epidemije, bržkone ste v Državnem zboru tudi bili na preizkušnji, takšni in drugačni, in je bilo kar nekaj dodatnega dela v tem obdobju k vsemu ostalemu, kar sodi seveda vaši službe. Ja, tudi z moje strani prav lep pozdrav vsem tisti, ki naju gledajo, in seveda tudi vam. Ja, ta vlada Janeza Janše, 14. vlada, je dejansko zaprisegla in takoj začela z aktivnosti na področju zaščite pred koronavirusom. Vsa dejavnost, težišče vlade, kakor tudi seveda Državnega zbora, je bilo ravno v teh ukrepih, ki so bili sprejeti najprej seveda na vladi, potem tudi v Državnem zboru. To je bilo skozi celotno obdobje in seveda ocenjujem, da je ta vlada to nalogo opravila zelo dobro. Je pa res, da so se potem pa začele različne pripetije, ki so bile vezane na nabavo opreme. O tem jaz danes ne bi posebej govoril, bi pa samo izpostavil eno zadevo, da je ključnega pomena seveda to, koliko so naredile kakšne napake, da potem najpristojni organi dejansko ocenijo to in privedajo tiste, ki so naredili napako, tudi pred organe pregona oziroma pred organe, ki sodijo in seveda določajo tiste, ki so naredili to z različnimi ukrepi oziroma kaznimi. Nekako koalicija še zmeraj sorazmerno trdna, kljub temu, da se pojavljajo seveda občasno, tako kot so se pojavljali za tole opremo, dotipi, indici o nekih stvarih, pa vendarle nekako se pa mi zdi, da seveda znotraj nekaterih strank pa se pojavljajo neke težave, tudi znotraj morda vaše stranke v zadnjem času, znotraj SMC stranke, prav tako, kjer seveda ne napram vladi, ne napram državljanom, treba neke stvari vendarle rešiti. Ja, ta vlada in ta koalicija je specifična. Sestavljena je iz 4 strank. Ena je relativno zelo velika stranka z veliko poslanskimi glasovi. Na drugi strani so 3 manjše, med njimi najmanjša je seveda stranka, kateri pripadam tudi sam, to se pravi Desus. Ja, tu je specifičnost to, da je en del koalicije dejansko desno-sredinski, se pravi pozicioniran na desnem političnem polu, na drugi strani pa sta 2 stranki, ki na nek način bolj sodita na levo-sredinski politični pol. In seveda, glede na to, da sta te 2 stranki tudi sodelovali v prejšnji vladi Marjana Šarca, so zdaj strani strank levega političnega pola dejansko veliki pritiski na to, da bi seveda razpadla tudi ta koalicija. Je pa res, da je leva sredina imela v rokah oblast, dejansko je z nepremišljeno potezo Marjan Šarec to oblast predal dejansko Janezu Janši, ni presodil, da se lahko določene stvari zgodijo. Seveda, pri celi zgodbi pa ocenjujem, da je največji prispevek k temu še dodatno dodala Levica, ki ni hotela sodelovati v levo-sredinski vladi, zdaj pa ima velike težave z desno-sredinsko koalicijo. Ravno to se morda v nadaljevanju, možnost leve strani je bila, da sestavljajo še močnejšo koalicijo, morda na čelo z neko stranko SD-om ali s komkoli drugim. Je pa že poprej Levica kazala neke drugačne interese, kljub temu, da se ima za čisto levo stranko. Po drugi strani pa, če gledamo, morda v zadnjem času nekdanji premier Šarec najbolj kritiziral Driha, pa dejansko je svoj odstop ponudil na podlagi ničesar. Ni vezal svojega odstopa ne na sprejem nekega zakona, ne na neka določila, enostavno se odločil, da bo odstopil. On je odstopil seveda na osnovi zelo slabe presoje.
Računal je, da bodo vse stranke podprle to, da se gre na predčasne volitve. Ne predstavljam si, da bi takrat šli na predčasne volitve. Dejansko v tej korona krizi, ne vem, kako bi se sploh predvolilne aktivnosti odvijale. Jaz mislim, da je to bila vseeno posrečena rešitev, da se je oblikovala na koncu koncev ta koalicija. Za tisti trenutek je to bilo zelo pomembno. Pa bom rekel tudi še v prihodnosti, kajti ta epidemija pa pandemija dejansko ne bo se končala tako hitro, kot si nekateri mogoče tudi predstavljajo, in pomembno je, če da se ustrezni ukrepi dejansko sprejemali tudi v prihodnje. No, kar se tiče, kar ste pohvalili tole vlado, tudi drugje, po drugih državah Evrope pravijo, da smo Slovenci se eni od tistih v vrhu postavili tej zadevi pravočasno in ustrezno po robu, kar je seveda zahvala vsem vladi, politikom, vsem, ki ste sodelovali pri tem. No, največjo zahvalo bi jaz kar dal ljudem. Ljudje so bili tisti, ki so to zadevo vzeli zelo resno in so v prvi fazi dejansko dali najmočnejši prispevek k temu, da se je ta stvar v Sloveniji tako iztekla, kot se je. Seveda, treba bo to razumeti tudi v prihodnje in seveda povzemati takšne ukrepe, ki bodo dejansko jezili to epidemijo, ne pa, da bi se mogoče zdaj pa kar odločili pa rekli, ja, saj to se pa nas ne tiče. Po celi Sloveniji se dejansko pojavljajo okuženi in ta zadeva še zdaleč ni končana, kljub temu, da bi si sam osebno želel, da bi pa bila. Morda prav v tem obdobju na veliki preizkušnji, že poprej je bilo seveda Ministrstvo za zdravje, zdaj še toliko bolj je na vpogled. Rekli smo, da je pač zdravstvo pri nas bolj peša kot ne, da je tu neke stvari, ki bi se morale urediti. Menite, da je ta stvar po eni strani, če je bila slaba pandemija, tudi kaj dobrega prinesla za prihodnost našega zdravstva, za določena ministrstva, na kateri je bilo največje breme pravzaprav te pandemije? No, jaz mislim, da je tudi to prineslo neke pozitivne zadeve. Res je, da se ministrstvo ukvarja dejansko samo z tem vprašanjem. Je pa res, da se je ugotovilo, kaj nam primanjkuje v Sloveniji in da seveda rabimo negovalne bolnišnice, da rabimo dodatne nastanitvene kapacitete za doma starejših. Ugotavljamo, da je tega, da to zelo primanjkuje in seveda na področju zdravstva so potem vprašanja, kot so dolgotrajna oskrba. Pred kratkim smo dobili osnovne teze v naši poslanski skupini o dolgotrajni oskrbi. Tako da to je eno od zelo pomembnih vprašanj, seveda najpomembnejše vprašanje pa je skrajševanje čakalnih vrst. Sprašujem zato, ker je zdravstvo, Ministrstvo za zdravje pod vašim resorjem, pod resorjem gospoda Gantarja, ki izhaja iz Desosove stranke. Morda še, kar se tiče stvari, imate občutek, dolgo let ste poslanec, da smo zaradi te stvari in pozornosti aktualnim stvarem morda kaj postavili preveč na stran, ne nazadnje rebalans proračuna boste že imeli verjetno v jeseni na poslanskih mizah, kajti vlada je šla v prid občankam oziroma državljankam in državljanom, pomagala na takšen in drugačen način z tistimi svojimi ukrepi in rebalans proračuna je nujno potreben, vprašanje pa kako in kdaj. Neverjetno, to bo sigurno, rebalans bo takoj na začetku jeseni. Seveda so se stvari bistveno spremenile, prihodkovna stran je bistveno nižja, kot je bilo načrtovano, seveda temu se bo treba tudi na ustrezen način prilagoditi. To bo eden od večjih zalogajev v naslednjih mesecih, v vsakem primeru pa so še tudi zalogaje, kot je proračun za leto 2021 in 2022, to še bo verjetno trši oreh. Tako da nas čaka ogromno še drugih zadev, pred nami je tudi interpelacija, pred nami
je naš predlog usklajevanja pokojnin za 2%, izredno usklajevanje pokojnin za 2%. Pred nami je demografski sklad. To je tudi že odprto vprašanje, o katerem se že nekaj časa smo začeli pogovarjati. Tu je tudi ustanovitev urada za demografijo. V Mariboru vse tako se načrtuje in jaz upam, da se bo to tudi realiziralo. Tu je interpelacija ministra Hojsa, tu je zakon o obrambi, ki bi zagotavljal na nek način vsem tistim, ki so stari nad 45 let, tudi delo v državnih organih. In tu je tudi predlog finančnega načrta za zagotavljanje sredstev za obrambo od leta 2021 pa do 2026. Menite, gospod Franc Jurša, da bodo določeni resorji zaradi rebalansa načrtovanja drugega ustavili neke bržkone investicije, neke nakupe, neke izboljšave, kajti ne vidim nekako, kako do denarja, da se zagotovi za tiste osnovne stvari. Bržkone so tu resorji, ki smo jih že v prejšnji krizi leta 2008-2009 postavljali, pa zmanjševali kultura, šport in tako naprej, pa skrbeli za tiste nujne. Ta kriza dejansko, ki je bila zdaj zdravstvena, se zelo težko primerja z tisto krizo, ki je bila 2010, pa že prej, pa pozneje še. Ta je specifična in jaz mislim, da je evropsko in svetovno gospodarstvo relativno zelo prizadela. Če gledamo neke določene podatke, lahko ocenjujemo, da so bruto družbeni proizvodi v Evropi padli 12, 13, 14%. Teh podatkov še točno nimamo, koliko je to v Sloveniji. To je veliki problem. Seveda okrepitev od te krize ne bo lahka, bo trajalo več let, ne pa samo 1-2 leti. Tako da na neki nivo, ki smo ga imeli pred samo krizo, bomo prišli za par let. Takšna je ocena seveda vas v državnem zboru, politike. Makroekonomisti pravijo, da še bolj dolgo trajala zadeva, verjetno, da pridemo na tisto. Pa k lepšim temam, mesec avgust je čas parlamentarnih počitnic, kajti september boste pa zelo zasukali rokave, potem bo res čas počitnikovanja in bo državni zbor miroval, ali pa vendarle bo treba kdaj pa kdaj pogledati tudi v državni zbor? No, mi imamo relativno zelo vroče poletje. Srečujemo se tudi zdaj poslanska skupina v državnem zboru. Bili smo ravno včeraj na tem srečanju, kjer smo se pogovarjali o težavah, ki nas na nek način tarejo, povezane tudi z našo predsednico. In seveda nadaljevali bomo naslednji teden v ponedeljek, tako da nekega mirnega časa za počitnice ne bo, ampak glede na to, da imamo že to v navadi, po teh letih se nič več ne čudim. Tako kot bo pač moralo biti, nekaj časa pa bo in tudi za počitnice in te dneve pa bom kar pridno izkoristil, predvsem doma. Torej, tako kot je pandemija prinesla nekaj stvari slabih ali pa večinoma slabih, dobro to, da bomo tudi Slovenci ostali doma, vse večina na dopustnikovanju, da bomo spoznavali kraje, ki jih drugače ne poznamo. Tudi kam iz Prlekije se boste odpravili, morda po Sloveniji, za kakšen dan ali dva, Franc Jurša? Franc Jurša ima načrt za kratka dva, bom rekel, termina počitnic. Sloveniji, logično, da bo to predvsem tisti del Slovenije, kjer sem bil manjkrat. Bil sem skoraj že v vseh delih Slovenije in en del bo verjetno namenjen Koroški, en del pa bo verjetno namenjen prijateljem na Primorskem. Minejo počitnice v pravem vzdušju, v dobrem vzdušju, naberite energijo, moči in seveda v jeseni bomo vsi se soočali z stvarmi, ki še nas čakajo. Upam, da bodo nekako, boste speljali v državnem zboru in seveda s pomočjo potem vlade tudi, da bomo državljanke, državljani nekako lažje prebrodili krizo, ki pa
kot pravimo, še zlepa ne bo konec. Hvala za vaš obisk v studiu. Hvala tudi vam. Lepe počitnice in srečno do prihodnjič. Enako želim. Spoštovane gledalke, današnji dogodki v pogovoru z državnim poslancem Francem Juršem iz stranke Desusa, seveda članom tudi koalicije. Verjamem, da je bila beseda našega poslanca dovolj spodbudna, da boste tudi vi nekako še tale mesec avgust preživeli čim bolj prijetneje in seveda upanju, da bomo septembra vsi skupaj zasukali rokave in storili vse dobro za našo Slovenijo.